Živijo. Danes se bomo naučili pesmico na klavir Sonce čez hribček gre. Najprej bomo pa zaigrali. 1, 2, 3. No, kot vidimo, ta pesmica je v 3/4 taktu. To pomeni, da bomo šteli do 3, sicer 1., 2., 3. In bo šlo tako. 1., 2., 3., 1., 2., 3. In tako naprej. Potem še en del zaigrali. Potem druga stvar so te znaki. To so četrtinske pavze. To pomeni, četrtinska, da traja eno dobo, in pauza, da v tem času torej ne igramo. Se pravi, prvi 2 dobi, tukaj v tem taktu z desno roko ne igramo. Je pauza, tišina. Potem vidimo loke. Tukaj recimo eden. Ta lok pomeni legato, kar pomeni vezano. Torej, desno roko v tem času, ko je lok narisan, ne dvigujemo. Igramo vezano prstni red, kot piše, in potem, ko je konc loka, potem roko dvignemo. Drugi loki so pa tukaj, te manjši. Ti pa povezujejo 2 noti. In to pomeni, da se na prvo noto, kjer je lok, naslonimo, na drugo pa roko dvignemo in spustimo. Bom zdaj zaigrala ta takt in bom pokazala, kako torej pač se naslonimo in potem dvignemo. Se pravi, težka, lahka. Pravi, zaigramo. Težka, lahka, težka, lahka, težka, lahka, težka, lahka. Ok. Potem imamo tukaj še en znak. Ta. To je korona. To pomeni, da lahko po občutku oziroma po želji to noto podaljšamo. Nota je sicer četrtinka in traja eno dobo, ampak s tem znakom ta znak pomeni, da lahko noto podaljšamo in jo zaigramo, jo držimo malo več časa, kolikor nam je pač všeč. Potem imamo pa še dinamiko, to pomeni, koliko glasno bomo igrali in vidimo, začnemo z mezzo forte, to je nek srednje glasno, potem pa piano, to je tiho in naraščamo z glasnostjo, potem pa znižujemo in pridemo spet srednje glasno, potem spet tiho, naraščamo, zmanjšujemo, oziroma znižujemo, potem spet tiho, srednje glasno, naraščamo in tukaj imamo spet enkrat naraščanje in pojemanje, oziroma zniževanje. Potem imamo pa tukaj še 3 besede, ki označujejo v bistvu tempo. To pomeni, kako hitro v bistvu igramo. In vidimo ritenuto, a tempo in ritardando. Ritenuto in ritardando sta si zelo podobna. Razlika je samo, da ritenuto pomeni, da naenkrat začnemo počasneje igrati. Torej, tukaj igramo v normalnem tempu, potem pa kar naenkrat začnemo cel takt počasneje igrati. Potem tukaj a tempo pomeni, da začnemo spet v tempu igrati, isto hitro, kot smo prej celo pesmico. In potem ritardando pa pomeni, da začnemo skozi ta takt počasi pojemati oziroma upočasnjevati in zaključimo počasi. Zdaj bom v bistvu zaigrala, da boste videli od tukaj pa do konca še enkrat in spremljajte štetje, spremljajte dinamiko, poudarke in te
ritmične posebnosti. Ok. Prva, druga, tretja. 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 No, to je bila pesmica Sonce čez hribček gre. Lahko jo se naučite, lahko tudi skupaj zapojete. Potem pa ostanite doma in zdravi in se vidimo naslednjič.